Zanimivo mi je bilo, da so včasih ženske igrali moški. To je le ena od zanimivosti iz mladinske predstave Igralec. Predstava je govorila o zgodovini tega poklica igralca, kako so igrali v renesansi, v stari Grčiji pa v 20. stoletju. So za vsako obdobje nekaj novega povedali pa uprizorili, kako so to igrali. Zapomnil sem pa te rumene maske s smejkoti, kakor so mi bile pač smešne malo. Najbolj mi je bila všeč renesansa, ker je bila zelo zabavna in tudi smešna. V Italiji so odrske junakinje v renesansi prvič igrale ženske. Vloge, ki so jim bili igralci zvesti včasih celo vse življenje, pa so bile burkaške. V stari Grčiji so igralci nosili maske in debele podplate. Na festivalih so gledalci predstave lahko spremljali več dni zapored. Najprej 3 tragedije, potem pa ena komedija, da so jih tako razvedrili potem. Je pred prejšnjim stoletjem zelo težko gledati kot na neko dobro obdobje za ženske. Ja, mislim, da je ta trenutek, v katerem smo zdaj. Ja, meni tudi, ker tudi lahko vse, kar je bilo dobro odprej, ponucamo, predelamo in komentiramo, naredimo drugače. Umetnost, tudi igralsko ustvarjanje, vedno odslikava zgodovinska dejstva in okoliščine. Odkar so nam igralci z obrazi in glasom zelo blizu, je aktualen psihološki realizem, torej se v vlogi igralci obnašajo, kot bi to, kar igrajo, zares doživljali. Ne bi bil igralec, ker se mi zdi, da je to kar zahteven, ker rabiš še znati vse te različne obraze. Meni je to pretežko, si zapomnim, da so besedila. Danes sem se počutil v gledališču dobro. Nekako lahko se lažje podoživiš v njih kot po skrolanju na internetu. Vse vidiš na prve roke, pa je vse bolj vznemirljivo. Meni boljši igrajo kot tiste vsebine, ki jih gledam na telefonu. V gledališču rabiš biti tiho, moraš imeti telefon na tiho, ne smeš jesti hrane. Veliko se nas je pogovarjali, tudi jaz sem se malo, ampak... Sem malo šepetal s svojim frendom, torej se nisem točno vsega držal o predstavi.